Veliko vlogo pri odkrivanju ljudi, ki na črno odlagajo, ima ravno okoljska inšpekcija. Velikokrat slišimo, da je podhranjena, da okoljskih inšpektorjev ni dovolj. Kaj nameravate postoriti na tem področju? Ja, res je, okoljsko inšpekcijo bi morali kadrovsko okrepiti, vendar žal poznate, kakšna je finančna in gospodarska situacija. Rebalans proračuna, o katerem se ravno kar pogovarjamo, ne predvideva nekih novih zaposlitev. Zato bo treba v okviru okoljske inšpekcije poiskati notranje rezerve, morda v sami organizaciji dela. Sem pa prepričan, da problema odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih ne bomo rešili samo z prisilnimi sredstvi, z inšpekcijami, z kaznimi, ampak mislim, da bo treba tukaj več dati pozornosti preventivi, to se pravi ozaveščanju, več tudi povedati, kakšne so možnosti odlaganja odpadkov. Se mi zdi, da ljudje niti niso seznanjeni, da lahko svoje gradbene odpadke, namesto da jih odložijo na nekem lepem koncu narave, jih lahko odložijo na deponijah, ki jih pač lokalne skupnosti imajo pripravljene za takšne zadeve. Govorili ste tudi o načrtih z temi rednimi odlagališči v Sloveniji. Kdaj naj bi zaživela pravzaprav ti centri za celostno ravnanje z odpadki? Ja, na to nas napotuje direktiva Evropske unije. Mi moramo te centre za ravnanje z odpadki, bi jih morali v bistvu že do julija 2009 imeti zgrajene, vendar žal tukaj zamujamo, tako da jaz računam, da v tej finančni perspektivi, ki traja od leta 2007 do 2013, bomo s evropskimi sredstvi imeli vse te regijske centre za ravnanje z odpadki, pa tukaj ne gre samo za odlaganje odpadkov, ampak gre tudi za sortiranje, za obdelavo odpadkov in na 3 lokacijah tudi predvidevamo termično obdelavo odpadkov, recimo Ljubljana, Maribor, v Celju, že imamo takšno obdelavo. Moram reči, da to je kar hud zalogaj, ker očitno v preteklosti nismo zadosti pozornosti dajali tem vprašanjem. Če pogledamo statistiko, lahko ugotovimo, da vse odpadke, ki jih ustvarjamo, teh je 900 tisoč ton, jih je 15% samo obdelanih, vse ostalo samo odlagamo. To pa seveda v nasprotju z modernimi trendi, tudi v nasprotju, kar omogoča moderna tehnologija, vendar je pa res, da imamo vedno težave glede umestitve teh centrov, ker pač lokalne skupnosti se morajo dogovoriti, kje naj bodo ti centri. Vendar mislim, da večina teh umestitev je sedaj že opredeljenih, tako da ne vidim kakšnih večjih problemov, da ne bi do konca finančne perspektive bili zgrajeni vsi centri za ravnanje z odpadki.